smo pravzaprav v enem takem kar odločilnem trenutku za Slovenijo na tem področju, kajti smo tik pred tem, da se sprejme strategija o razvoju prometne infrastrukture v Sloveniji, kateri bo močno upamo zelo kmalu ali pa takoj sledil operativni program, tako rečemo tudi nacionalni program za naslednja leta do 2030 o razvoju prometne infrastrukture v Sloveniji. Ta strategija prvič v Sloveniji na skupni imenovalec daje vse prometne sektorje, se pravi ceste, avtoceste, železnice, morski promet, se pravi Luko Koper, letališča, obravnava javni potniški promet. In pravzaprav vse mehke ukrepe, ki so potrebni in ki jih je potrebno izvesti, preden bi se lotili graditi. Se pravi, ni cilj graditi, ampak ta prvo izkoristiti infrastrukturo in šele potem v naslednjem koraku, ko se res ugotovi, da iz stališča prometa, potreb prometa, ekonomskih zmožnosti in okoljske sprejemljivosti, ko so ti pogoji izpolnjeni, šele potem se gre v samo gradnjo. Več o tej strategiji pa bo potem kolega z ministrstva, ki vodi ta projekt na Ministrstvo za infrastrukturo. Ambicija organizatorjev, ki smo se lotili te konference, je, da ustanovimo platformo sodelovanja, povezovanja tako med gospodarstvom, naročniki, univerzami in vsemi ostalimi, kjer bi se pokazal pomen razvoja prometne infrastrukture za razvoj naše skupne države. To je cilj. A nam je uspelo, no to zdaj ne znam odgovoriti, to bo pokazala konferenca in aktivnosti potem. Že zdaj pa lahko rečem, da smo imeli 18 dokumentiranih sestankov organizacijskega odbora, 5 vsebinskih sestankov na posamezni prometni sektor, 3 velike sestanke programsko-organizacijskega odbora za več kot 25 udeleženci in skupaj ocenjujemo, da je sodelovalo na teh razpravah več kot 200 strokovnjakov. Zdaj mi pa dovolite, da predstavim poudarke, zaradi katerih smatramo, da je vlaganje v infrastrukturo za Slovenijo zelo pomembno za razvoj te države naprej. Prvo je geostrateška lega, geografska lega. Preko Slovenije vodita najkrajši poti od jugozahoda proti jugovzhodu in od Baltika do Jadrana. Zato seveda ne čudi, da imamo v Sloveniji 2 evropska TEN-T koridorja, katere standarde je treba vzpostaviti do leta 2030. Zdi se, da je veliko časa, vendar glede na to, kaj treba narediti, ni veliko časa. Glavnino tovora po svetu se vrši preko morij, več kot 90%. Enako med Evropo in Azijo, glavnino tovora preko morja. In glede na razvitost severnih pristanišč, tudi glavnina tovora prihaja v ta del Evrope, ki je zanimiv za nas preko severa. Vendar, če pogledamo, kakšen prihranek je 7 dni, če gremo skozi Jadransko morje, potem je jasno, da so tukaj priložnosti izjemne. Vendar pristanišča v tem delu so slabše razvita, morje je plitko za te res velike čezoceanske ladje, vendar prihranek 7 dni govori sam zase za vse te države v tem delu Srednje Evrope. Ali bo Luka Koper tudi še naprej prva luka za sosednjo Republiko Avstrijo? Od leta 2010 naprej je Luka Koper prva. V konkurenci vseh teh številnih pristanišč v Evropi. Kako bo s prometom v naprej? Tukaj so podatki za strani Evropske komisije in tudi nekaterih sosednjih držav Slovenije. Promet bo rastel. Podatki za rast tovornega prometa Evropska komisija napoveduje poprečno 57% rast, ostale države 70 do 80% rast za naslednjih 15 let. Podobno je tudi s potniškim prometom, čeprav bo ta rastel nekoliko
z nekoliko nižjo stopnjo. Slovenija seveda tekmuje tudi na tem področju transporta, logistike. In če pogledamo ta trenutek, so predvsem zanimivi 3 koridorji. Prvi skozi Slovenijo, v Italiji skozi Pontebo in tretji preko Brennerja, ki je eden od najpomembnejših gospodarskih in blagovnih koridorjev v Evropi. In če pogledamo količine težkih tovornih vozil in milijonov ton prevoženih na železnici, ugotovimo, da so količine preko Slovenije, merjeno v Postojni in pri Brennerju, podobne. In v Brennerju gradijo 10 milijard vreden bazni tunel, 10 milijard je ocena. Strokovnjaki predvidevajo, da bo strošek še precej večji. In če pogledamo Pontebo, so blagovni tokovi v Sloveniji približno 2-krat večji. Imamo projekcije, kaj se bo zgodilo v letu 2030 oziroma že prej. In tukaj je koridor skozi Slovenije, prikazani so tudi ostali koridori, in tukaj imate primer za avtoceste in za železnice, praktično tako avtocestni kot železniški sistem, kot ga imamo sedaj, bosta pregorela. To se bo zgodilo na železnici, recimo na obstoječem tiru Divača-Koper že veliko prej, že prej kot 2020, lahko da bo to 2018, 2019, take so prognoze. Prav tako bo težava na enotirni progi od Ljubljane proti Gorenjski, enako na šentilski progi Šentil-Maribor. Tudi avtocestno omrežje, tukaj imate kompletno Ljubljanski križ, pa vse do Primorske, vse je v vijolični barvi, kar pomeni, da je v bistvu vse skupaj stoji. Rezultat so pa potem seveda takšne kolone, ki jih imamo že zdaj, ko se zgodijo neke motnje. Tukaj je primer delna zapora, pa je to preko vikenda, ko ni kamionov. Ko imamo čez teden še tistih 7000 težkih kamionov, pa še ostale lažje kamione, je situacija še slabša. Vpliv na okolje. Tukaj je prikaz rasti svetovne populacije. Od 2000 do 2050 za 50% se bo število prebivalcev povečalo in takšne bi bile emisije CO2, če se ne bi zgodilo ničesar. Vendar voditelji razvitih in ostalih držav se zavedajo, da je treba in se zelo masivno dela na tem, da se omejijo emisije, to spremljamo dnevno. Takšna je projekcija oziroma predvidevanje Evropske komisije za razvoj emisij do leta 2050. Emisije bodo padale. Če pogledamo po posameznem gospodarskem sektorju, največ na področju termoelektrarn, kjer se bo število le-teh zelo zmanjšalo oziroma emisije njihove. Kar se tiče transporta, je tukaj prikazan v oranžni barvi. Delež emisij bo podoben, kakor je danes, vendar ob tej rasti transporta. Kar pomeni, da se bo za ukrepi, za gorivi, za bolj naprednimi vozili in tako naprej, kar veliko naredilo, bo pa transport postal najpomembnejši v negativnem smislu onesnaževalec okolja v prihodnje. Zato bo seveda pritisk na transport, da se zmanjšajo emisije, velik, zelo velik. In zelo pomembno je, da se seveda forsira in da se že zdaj razmišlja o tem, da se forsira tisti transport, ki je okoljsko bistveno bolj ugoden. In vemo, da so to recimo železnice. Tukaj imate primer 9 evropskih koridorjev, TNT, ki jih je treba urediti do 2030 in zahteve za železniški sistem, ki jih treba do 2030 zagotoviti. V Sloveniji velik del teh zahtev naša infrastruktura ne izpolnjuje. In tukaj je kar velik izziv, da poleg dvotirnosti na celotnem omrežju, na pomembnejših progah, zagotovimo tudi ustrezne kriterije, da bo železnica dovolj zmogljiva.
forsiranje transporta brez tega, da ga plemenitimo z logistiko in z ostalimi dejavnostmi, od katere ima ta država koristi, so seveda nesmiselni. Zato je nujno, da več naredimo na logistiki. Slovenija je sicer v zadnjih 10 letih naredila pozitivne korake v tej smeri, vendar če se primerjamo z državami, s katerimi bi se radi primerjali, včasih tudi za povprečjem Evropske unije, vidimo, da kar veliko zaostajamo. Po prebivalcu veliko zaostajamo, koliko dosežemo v transportu in logistiki, po prometu na zaposlenega in tudi celokupni delež zaposlenih je recimo od Avstrije, kjer se primerjamo za približno 0,25% nižji, kar pomeni takoj v tem trenutku 5000 dodatnih delovnih mest. Če bi imeli podobno razvito logistiko, kot jo imajo oni. Če pogledamo naše gradbeništvo, ki mu seveda z enim stabilnimi pogoji omogočamo tudi sodelovanje pri vlaganju v infrastrukturo, potem se moramo seveda ozrti v preteklost, kjer so bile napravljene določene kar velike napake in ena od večjih je neenakomerno vlaganje v infrastrukturo. Ne samo v infrastrukturo, podoben je trend tudi pri vlaganjih v stavbe, v visoke gradnje, ampak tukaj se je zadeva je šla v isto slabo smer. In zdaj smo tukaj, ko imamo ponovno blago rast, ne vemo pa, kako bo za naprej. Ne vemo, kaj bo v letu 2016 in želja organizatorjev te konference je, da res opozorimo, da rabimo predvsem stabilnost. In seveda, preden pa gradimo karkoli novega, pa se treba zavedati pomena vlaganja v obstoječo infrastrukturo. In tukaj imamo primere za državne ceste, za avtoceste in za železnice. To so dejanska vlaganja, redno in investicijsko vzdrževanje vsakič in pa potem, katero so pa tiste številke, koliko bi bilo treba vlagati, da nam ne bi infrastruktura propadala, to, kar je slučaj danes. Vidimo, da pri avtocestah je zadeva še nekako, ta krivulja oziroma črta je še nekako blizu dejanskim vlaganjem. Če pa pogledamo vlaganja v državnih cestah in predvsem na železnicah, pa vidimo, da je ta razlika res velika, pri čemer je treba za avtoceste opozoriti, da so še razmeroma nove in da so prometne obremenitve večje, kot je kdorkoli predvideval in da če ne bomo pametno investirali v investicijsko vzdrževanje, potem se nam bo seveda podobna situacija zgodila tudi na avtocestah. Kajti pravočasno vlaganje, investicijsko vlaganje je seveda najcenejše. Če vlagaš takrat, ko imaš propadel sistem, takrat je to najdražje. Več o tem sklopu gradbeništva in tudi samega inženiringa na tem področju boste povedala moja dva kolega soorganizatorja, ki sem jo predstavil. Jaz pa sem s tem zaključil in predajam besedo kolegu z ministrstva, da pove, kako in kje smo z strategijo o prometni infrastrukturi. Jaz pač vodim delovno skupino za pripravo strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji. V resnici se je to delo začelo že v letu 2012, ampak potem je zaradi menjave vlad to delo malo zastalo in se je v resnici resno začelo nadaljevati lani aprila, ko je takratni minister imenoval delovno skupino za pripravo strategije. Namen je bil trojni, najprej, da se opredeli celovit razvoj prometne infrastrukture. Vi veste, da smo imeli in še imamo v bistvu nacionalne programe razvoja po sektorjih in ti nacionalni programi so na nek način med sabo konkurirali, predvsem kar se tiče železnic pa avtocest, s tem, da je bil avtocestni pač najbolj uspešen do zdaj, pravzaprav osnovni program je skoraj celoti realiziran. Železniški je pa precej zaostajal.
Druga stvar je, da bi se zagotovilo stabilno financiranje sistema, brez teh pravzaprav ekstremov v rasti ali pa padcu investicij, ki jih je kolega Henigman že predstavil. In tretji namen je bil, da se zagotovijo tako imenovane predhodne pogojenosti za črpanje EU sredstev. V tej finančni perspektivi EU pač želi, da imajo področja na nek način opredeljen en celovit razvoj področja. Ker so mnenja, da v prejšnjih finančnih perspektivah so bile investicije in sredstva vložena v posamezne resorje preveč razkropljena in ni bilo nekih, rekel, sinergičnih učinkov, ki bi dali večjo dodano vrednost tem EU denarjem. In zato so želeli pravzaprav, da vsako področje pripravi na nek način nek dokument razvoja in za področje prometa je to strategija. Zdaj, tudi s tem namenom je bilo potrebno narediti strategijo pravzaprav na podlagi nekih realnih potreb. Zaradi tega smo v Sloveniji razvili tako imenovan nacionalni prometni model, s katerim smo opredelili prihodne prometne tokove, ki jih bo mimogrede tovornega prometa nekje med 6 in 80% do leta 30, potniški promet pa ne bi narastel za 25%. Torej, s tem in na podlagi prometnega modela smo tudi naredili analizo tako imenovane ničelne alternative. Kaj bi se v Sloveniji zgodilo, če bi samo dokončali začete investicije in vzdrževali. In pravzaprav prikaz je bil tak, ki ste ga že videli, v resnici zastoji povsod. Mislim, železnice so pri nas sposobne sprejeti tam okrog 21-22 milijonov ton tovora, z tega že pravzaprav prevzemajo 18 milijonov ton, kar pomeni, da pravzaprav železniška infrastruktura je malo polna. Potem se promet seveda seli tam, kjer je še prostor in to so avtoceste, ki so seveda v preteklosti prinesli en kup prednosti in pozitivnih stvari, pa tudi en kup problemov. Predvsem, kar se tiče okolja, zastoja in v resnici se nam je večji del potniškega prometa preselil na avtoceste. Mislim, javni potniški promet je permanentno padal, medtem ko je osebni promet za osebnimi avtomobili pa rastel. Tako da danes imamo v resnici 15% samo še deleža v javnem potniškem prometu, ostalo pa so osebno vozila. Skratka, in na podlagi te analize ničelne alternative smo potem opredelili glavne usmeritve, v resnici, kaj ta država v resnici prioritetno potrebuje. Zdaj, na splošno je usmeritev evidentna in to je pač potrebno vlagati v večji meri v železniško infrastrukturo in pravzaprav razviti javni potniški promet, ki pa ne bi tudi baziral na železniškem prometu. In s prometnim modelom smo tudi poskušali svoje infrastrukture opredeliti na nek način v skladu z realnimi potrebami. Torej, na vsaki prometnici se vprašati, kakšni so tam problemi, oziroma kakšne probleme prihodne lahko pričakujemo in potem s kakšnimi ukrepi probleme odpravimo. S tem smo poskušali določeno infrastrukturo racionalizirati. Torej, v Sloveniji imamo projekte, ki so nastali 10 let nazaj, ko je pravzaprav še nekaj kazalo, da nam bo šlo če dalje boljše. In smo imeli zelo bogate projekte, tudi avtoceste, tudi B program avtocest. In pravzaprav s prometnim modelom smo se hoteli vprašati, a v resnici vse te avtoceste potrebujemo, oziroma je mogoče kje možno doseči enake učinke za nižjo ceno, tudi s pomočjo nadgradenj ali pa mogoče delno novogradenj, delno nadgradenj in mogoče z ne 4 ali pa s 2-pasovnicem. In pravzaprav ideja je bila pač ta, če planirate neko avtocesto, ki je vredna 1,5 milijarde, vprašanje, kdaj boste naredili, oziroma s tako drago investicijo v bistvu paralizirate kakršnokoli aktivnost. In zaradi tega se treba vprašati, a se da racionalno nekaj narediti, da se problemi odpravijo.
to. Zdaj, istočasno pa je bilo treba narediti tudi celovito presojo vpliva na okolje za to strategijo, kar je bilo tudi izvedeno. In torej, ta trenutek v resnici je strategija pripravljena, okoljsko poročilo za celovito presojo vpliva na okolje. Tudi, torej celovito presojo vpliva na okolje zahteva tudi evropska zakonodaja, usklajeno z Ministrstvom za okolje in prostor, ki ga imamo ponovno, in predvidoma decembra, sredi decembra, ne bi se zgodila javna obravnava te strategije in torej tudi okoljskega poročila za celovito presojo vpliva na okolje. Zdaj, treba je povedati, da zaradi namena predhodnih pogojenosti za črpanje EU sredstev smo na zahtevo Evropske komisije razdelili delo na tem dokumentu v bistvu na dva dela. Eno je ta tako imenovana strategija, za katero je komisija hotela, da je bolj na preko splošni ravni. Zahteva je bila, da opredelimo potrebe razvoja prometa v Republiki Sloveniji ne glede na finančne zmožnosti. In to imamo zdaj pripravljeno. V nadaljevanju pa bo sledil na nek način operativni program, mogoče ga bomo imenovali celo nacionalni program, ki pa ne bi opredelil tudi finančne sredstva. Mi smo prepričani, da brez tega drugega koraka pravzaprav ne bomo kaj dosti dosegli na področju prometne infrastrukture, pa tudi drugih segmentih prometa. Strategija namreč ne govori samo o infrastrukturi, pa govori tudi o inteligentnih transportnih sistemih, čistih gorivih, javnem potniškem prometu in tako naprej. Zato, zdaj, kar se nas tiče, konferenca na nek način prihaja v pravem trenutku, predvidoma, torej, ali pa vsaj javnost bo za strategijo seznanjena in v letu 15-16 in naprej mora slediti realizacija. Problemi so bili že nakazani, so evidentni in ta konferenca je za nas pomembna zato, torej, ali pa bo pomembna, če bo poskušalo odgovoriti na nekatere dileme, ki se danes v Sloveniji, predvsem kar se tiče vodenja velikih investicij, pojavljajo. In zaradi tega kot je ministrstvo pokrovitelj in sodeluje pri tej konferenci. Hvala lepa. Vsak nov razvojni cikl, ki je vezan na infrastrukturo, pač povzroči v gradbeništvu pomembne premike. No, pri nas se je pravzaprav za nazaj dogajalo, da so bili to pravzaprav, če potegnemo črto, pravzaprav veliki pretresi. Namreč država ima potem, torej ko se loti infrastrukture, še posebej, če gre za večje projekte v rokah škarje in platno in zadeve pač pele, tako kot sama ve, da najbolje zna. In nam se je zgodilo to, torej, da smo prišli do velikega pregrevanja v sredi. Moram reči, da danes smo skoraj v podobnem stanju, letos imamo 34,5% rast v prvih 8 mesecih, kar spet kaže na to, da pravzaprav glavni investitor pa država, oziroma glavna motna pa država pri svojih naročilih, kar kaže na to, da zelo slabo upravljamo z investicijami, tako da bi le te dale, kar se da dobre narodno-gospodarske učinke, pa jih žal ne. Torej, kupec je kralj, to je pri nas zelo pogosto ponovljena fraza, odkar smo vstopili v samostojnost in nov družbeno-ekonomski red. Vendar tole se pri nas kaže ravno v javnih investicijah takole. Torej, ta špica je zdaj rdeča, je slovenska, ta plava krivulja je pa avstrijska, tu gre pa za obseg izvedenih del v gradbeništvu. Torej, vidimo, da je tam izjemno stabilno in seveda mi govorimo o radiotrgu in nevidni roki trga, vendar tukaj ni nevidni roki trga, tukaj so odločitve pač odgovornih ljudi, politike, pričakovanj ljudi, ki so včasih tudi nerealna in nam se dogaja tole. Torej, gre za sliko za nazaj do leta 2016, ki ni črtkana, ta na desno je pa črtkana, v Avstriji imajo plane za naprej izjemno natančno določene, tukaj so narisani za 2 leti, vendar imajo okvirne plane narejene tudi naprej za nadaljnjih 5 let, ki so izjemno stabilni. Pri nas ocenjujemo, da bo drugo leto že sledil manjši padec,
za leto 2016 ne vemo nič. Država za svojimi naročili, ne samo, da jih mora primerno, torej na dolgi rok pozicionirati glede pač na neko dinamiko, ki je primerna za njihove potrebe, se pravi izgradnje, jih mora jih tudi prilagoditi ostalim razmeram na trgu gradbeništva. Tale krivulja, torej plava v Avstriji, prav gotovo ne kaže samo na to, da so enakomerno dimenzionirali ali pa prognozirali, planirali izgradnjo avtocest, ampak so tudi, ali pa njihove celotne infrastrukture, to so državna naročila, ampak so jo vezano na komercialni trg. Tudi v Avstriji je bila konjunktura v leta 2005 in 2006 kot posod po Evropi izjemno visoka, vendar niso naredili te napake, ki smo jih prnili, se pravi, da smo šli v pregrevanje in potem ohlajanje. Povprečna mi smo dosegali letne stopnje rasti in padcev do 25%. Povprečno pa je na letno nihanje obsega del v gradbeništvu znašalo 16,5% približno. Medtem ko pri sosednjih Avstrijcih je bil ta povprečno, se pravi, so bili največji nihanja 6%, povprečje pa je bilo 2,7%, to se pravi 16 proti 2,7 je približno razmerje, kaj se je dogajalo v zadnjih 10 letih na teh dveh trgih. Seveda, posledice za podjetja so ogromne. Namreč naša podjetja, tista, ki so bile najbolj udeležena v izgradnji infrastrukture, takrat, ko je bil ta skok tudi največji, to je bilo leta 5 do leta 2008. Torej, če gledamo po tem Altmanovem modelu, ki ugotavlja pravzaprav, kako so podjetja daleč od stečaja, po domač povedan, in kaže pravzaprav, da so se ta krivila teh glavnih udeležencev, se pravi konstruktor CPL, Primorje, STT Vegrad, CPM, pravzaprav, da so se usmerjale bolj navzdol, kot pa, da bi se pravzaprav kaj popravljale. Kar kaže na to, da iz tega nismo pravzaprav potegnili nič. Pravzaprav so preživela, ta podjetja so v glavnem tudi vsa propadla. Živela so pa tista podjetja, ki so bile tukaj najmanj udeležena. To se pravi, da je tukaj treba zadevo pogledati sistemsko, kaj mi pravzaprav za našimi infrastrukturnimi projekti na način, kot smo jih izdelali doslej, dosežemo v gospodarstvu in gradbeništvo je le najpomembnejši del torej izgradnje, gre tukaj za največji obseg materiala, denarja, storitev in pa seveda dela. In to seveda mora država na to vplivati. Že v Sloveniji smo tukaj mislili, da je to trg, ko se mi mislimo, rabimo, kupimo, ko ne rabimo, zapremo in posledice so znane. Zdaj, trenutno stanje v gradbeništvu pa nas je še vedno ocena, da tudi mišljenje, da so infrastrukturni projekti pravzaprav namenjeni za to, da imamo gradbeništvo, da dajemo, predimenzioniramo gradbeništvo delo, kar pa žal ne drži. Delež gradbeništva v BDP-ju v Sloveniji je za tretjino nižji kot v Avstriji. Delež zaposlenih v gradbeništvu, glede na prebivalca, Avstrijcev je pač 4-krat več kot Slovencev, pa je približno 25% v Sloveniji nižji kot je v Avstriji. V Sloveniji je ta številka cirka 54.000, v Avstriji je pa 285.000. To se pravi, imamo tukaj neko odstopanje, ki se pa kaže seveda tudi v tem, da mi nismo, torej naša izgradnja infrastrukture ne sledi v zadnjih letih avstrijskom, da se tam izgradnja železnic bistveno hitreje dogaja kot pri nas, in seveda, da se tudi tveganja, da bomo enkrat izločeni iz tega kroga tranzitnih držav povečujejo. Zdaj sam še nekaj podatkov v gradbeništvu. Torej, v gradbeništvu število podjetij kljub krizi narašča ves čas od začetka krize, ker takrat jih je bilo cirka 6800, danes jih je že 500 več. Vendar ta podjetja delujejo v izjemno zahtevnih pogojih. Od tega je samo 27 velikih, 51 srednjih, 188 malih in 7076 mikropodjetij, kar kaže tudi na specifično strukturo, ob tem je pa še 10.000 SP-jev. Torej, kar se tiče finančnih učinkov oziroma neto poslovnega izida, gradbeništvo v letu 2013, gradbena podjetja, izkazuje izgubo 48, neto čisto izgubo 48 milijonov evrov.
Pri tem pa so samostojni podjetniki delujejo pozitivno. Kaj to pomeni? Torej pomeni več stvari, vendar ena od pomenih zadev je, da ta podjetja, ta večja, velika, srednja, v pretežni meri delujejo na področju javnih naročil. SPI bistveno manj. Torej, delujejo, za nekatere od teh podjetij država predstavlja tudi 80% vsega posla, ali pa javna naročila, da ne rečemo, da vse država so tudi lokalne skupnosti in različna državna podjetja, predstavlja tudi 80% vsega posla in so izjemno odvisni od države. Žal rezultat tukaj kaže, da jim to ni v veliko pomoč. Na boljšem so tisti, ki delujejo na manjših poslih, z zasebniki in fizičnimi osebami, in to pravzaprav tudi kaže na to, da bomo mogli mi sistemsko odnos do te panoge spremeniti, če bomo hoteli, da bodo ti infrastrukturni projekti dali za državo, torej za gospodarstvo, za zaposlene, za standard, pa na vse zadnje tudi za vzdrževanje naše sociale, pokojninskih skladov in tako naprej, čim boljše učinke. Prihajam iz Združenja za svetovalni inženiring, ki je soorganizator te konference. Svetovalni inženiringi imamo dolgoletno tradicijo in smo tudi takoj po osamosvojitvi Slovenije sodelovali pri vseh ključnih infrastrukturnih projektih v Sloveniji, tako na področju prometne infrastrukture, kot tudi na področju energetske infrastrukture in pa varstva okolja. Seveda naša dejavnost temelji na poznavanju tehnologij, na nudenju strokovne, tehnične, pravne, ekonomske in pa organizacijske pomoči v celotnem investicijskem procesu. Smo pa seveda s svojimi aktivnostmi zelo povezani z gradbeništvom. Treba je upoštevati tudi sinergijske učinke naše dejavnosti na druge panoge, na industrijo, na gradbeno operativo, na inštitute, na inženiringe in ostale. Zdaj, seveda, v Sloveniji imamo kar veliko število družb, ki so predvsem razdeljene na arhitekturno-tehnično projektiranje, krajinsko arhitekturno projektiranje, geofizikalne meritve in pa druge inženirske dejavnosti in pa tehnično projektiranje. Te družbe seveda v zadnjem času beležijo velik upad naročil in se seveda število teh družb iz leta v leto zmanjšuje. Kljub vsemu smo pa še vedno ohranili zdrava jedra, ki povezana lahko izvajajo tudi najzahtevnejše infrastrukturne projekte. Mi delamo že kar nekaj časa na projektu, kako spodbuditi investicije. Naš pogled je predvsem v tem smislu, da moramo v Sloveniji sprejeti strategije razvoja, da moramo opredeliti projekte glede na pripravljeno dokumentacijo in soglasje. Zelo pomemben projekt je evidentiranje ovir, ki omogočajo pridobivanje soglasij, dovoljenj za začetek gradnje. Zelo pomembno, veliko smo zanemarili pripravo modelov financiranja in pa seveda pri vseh projektih moramo tudi oceniti narodno-gospodarsko korist projektov glede novih delovnih mest, rasti bruto družbenega proizvoda in pa sinergijskih učinkov. Zdaj, seveda, zelo pomembno bo tudi financiranje teh bodočih investicij, namreč dejstvo je, da na poroštva države v bodoče težko lahko računamo, da to bo velika omejitev in da seveda se bomo morali usmeriti na sredstva iz kohezije, sredstva iz EU skladov Trans-European Network T ali pa TNE, na javno-zasebno partnerstvo, gradnjo na osnovi koncesij, na tuje vlaganja in pa seveda nujno potrebujemo tudi akcijski program za tuje vlaganja. Zdaj, zelo pomembno je tudi vpliv investicij na gospodarstvo, namreč narodno-gospodarski učinki novih investicij so odvisni tudi od deleža domačih storitev, dobaviteljev opreme in pa gradbenih izvajalcev. Za bodoče izzive na področju infrastrukture seveda moramo ponovno organizirati zdrava jedra gradbenega sektorja in inženiringov in jih pripraviti za konkurenčni nastop in pa seveda pri vsakem načrtovanem objektu moramo razmišljati o optimalnem deležu domačih dobavnih storitev. Menimo seveda, da je ta infrastrukturna konferenca lahko učinkovita platforma tudi za naše nadaljnje delo. Hvala lepa. Lahko rečem, da smo se 8 mesecev maksimalno trudili, da smo dobili najboljše domače govorce, ki jih je možno dobiti.
Povabili smo pa nekaj ekspertov z tujine. Na eni strani imamo predstavnico Gospodarske zbornice Avstrije, ki bo pokazala to, o čemer je govoril kolega Renar. Potem imamo iz Velike Britanije gospoda Klausa Greveja, ki je pravzaprav Nemec, ki že leta dela za enega od največjih svetovnih inženiring podjetij Jacobs Engineering. Reference njegove so izjemne, mega projekti, milijardni projekti, tudi projekti, zelo uspešni projekti, recimo izgradnja olimpijskih objektov za olimpijske igre 2012 v Londonu. In zaradi njegovih referenc je gospod Greve vključen tudi v reformsko misijon, ki jo je na nemškem ministrstvu za promet je bila posebej ustanovljena, zato ker vemo, da imajo Nemci kar velike težave z nekaterimi velikimi investicijami. V mislih imam tukaj berlinsko letališče Bär, Stuttgart 21, Elbphilharmonie v Hamburgu, in zaradi tega so se Nemci odločili, da bodo preko posebne skupine 35 ekspertov pripravili ustrezna gradiva in smernice, da se jim ne bojo takšne zadeve ponavljale, ko pravzaprav tudi po več let zaostajajo za roki, cene so jim na nekaterih projektih eksplodirale in tako naprej. Tako da to bo gotovo en od viškov predavanje in sodelovanje na okrogli mizi gospoda Greveja. In tretji, ki je zelo pomemben, gospod Korošec je nakazal smeri financiranja objektov in tukaj prihaja iz Evropske investicijske banke gospod Veler, ki bo nakazal možnosti, kako projekte financirati. Mi vemo, da samo na državo se v bodoče absolutno ne bo dalo računati in potrebno bo najti nove modele financiranja, zasebni kapital in tako naprej, da bomo te projekte lahko realizirali. Predvideni imamo dve okrogli mizi. Prva je bolj tehnična, poleg referentov tudi gospod Jože Renar, druga je pa ta finančna, kjer bo govora o tem. Poleg teh navedenih predstavnikov bo na tej omizji sodeloval tudi Jure Kač iz DRI-ja, ki je imel pred kratkim zelo odmeven intervju v Financah, ki pravzaprav nakazuje tudi smeri financiranja in razvoja.